79 petkov smo na ulicah eno nespremenjeno zahtevo. Hočemo volitve zdaj. Vlada Republike Slovenije je pred nekaj dnevi v izjavi za javnost po 98. redni seji sporočila vsem nam, da predčasnih volitev ne bo, ker bi morebitne predčasne volitve izkoristili organizatorji nasilnih protestov za dodatno poslabšanje varnosti. In še, da bi protesti privedli do vsesplošnih nemirov, ker bi hkrati narekovalo intenziviranje ukrepov za zagotavljanje javne varnosti, s tem pa tudi številčnejšo in ostrejšo uporabo policijskih pooblastil. Vlada nam sporoča, ne samo, da ne bo dovolila predčasnih volitev, ampak da pod vprašaj postavlja tudi redne volitve. V svoji brutalni ogolenosti ta izjava pomeni samo eno. Če boste tiho, če ne boste protestirali, če boste brezpogojno upoštevali naše ukrepe, če boste ubogali, takrat mogoče, samo mogoče, bomo dovolili volitve. Resno? Mi že živimo v izrednih razmerah. Mi že živimo v državi, kjer skupina oblastnikov drži v šahu večino ljudstva svojo zavrženo avtokratsko politiko. Oni pa niso nič krivi. Oni bi vladali, mi pa smo krivi za njihovo nesposobnost. Za upravljanje s pandemijo so krivi vsi drugi, razen tisti, ki bi dejansko nekaj storili. Za represijo niso krivi tisti, ki tepejo, in tisti, ki so ukazali, naj se tepe. Ampak smo krivi mi, ki smo tepeni. Za organizirano krajo javnega denarja niso krivi tisti, ki kradejo, ampak tisti, ki opozarjajo na to, kdo so kradljivci. Očitno smo v tej državi samo mi problem, ker mislimo, ker se upiramo, ker vsak petek znova ponavljamo, da je največja nevarnost za vse nas prav ta vlada. Lahko da bomo morali vztrajati še mesece, ne bomo pa popustili, ne bomo upognili hrbet in zaprli usta, zato ker nas izplatirajo. Naš glas ne morejo več preslišati. Na današnji dan vlada že 295 dni ni plačala STA. Direktor je odstopil, ker ni želel podpisati pogodbo, ki po njegovem mnenju bi bila uničujoča za svobodno novinarstvo. Vlada govori o vsem mogočem glede STA, razen o najbolj pomembnem dejstvu. Odrekanje denarja za financiranje STA je nezakonito. Živimo v svetu legaliziranega brezpravja. V takšni situaciji je edino, kar bi moral državni zbor narediti, zahtevati odpoklic vlade. Znamo vsako ime tistih, ki v državnem zboru opravljajo nečastno vlogo delovanja proti tistim, ki so jih izvolili. Še pomnite protestnice in protestniki? Mediji so od samega začetka na udaru. Napadajo in ustrahujejo se novinarji in novinarke, ki profesionalno opravljajo svoje delo. Obenem pa se s podporo javnega denarja financira vladni propagandni stroj, ki melje še zadnje ostanke neodvisnih medijev. Podjetja v državni lasti financirajo oglaševalske kampanje v propagandnih glasilih,
katerih občinstvo obsega edinega in njegovo kamarilo. Kaj hočemo? Da se prepove sovraštvo in propaganda, da se preneha prelivati javni denar v propadle propagandne projekte, da se ukinejo strankarski mediji. Zato protestnici in protestniki, podpora zaposlenim na STA je veliko več kot podpora posameznim ljudem in institucij, na kateri delajo. Je podpora tistim, ki so rekli ne, ko je večina mislila in še misli. Ne zdaj, ne še, mogoče. Podpora STA pomeni glasno ne, brezpravju, represiji, razčlovečenju in sovraštvu. So časi, ko določena institucija postane simbol upora. Biti proti uničenju STA pomeni biti za. Za demokracijo, za svobodo medijev in za svobodo novinarjev in novinarjev. Zato smo tu, zato sem jaz tu, zato se borimo. Hvala.